Na tokratnem predavanju nam bo Samo Dolanc, ki je gluh otrok gluhih staršev, predstavil njegovo delo z gluhimi s posebnimi potrebami v stanovanjski skupnosti. 5 let je raziskoval, delal in živel v Nemčiji. Na vseh življenjskih področjih si je pridobil veliko novih izkušenj, katere bo delil z nami. Samo je 1 leto delal kot prostovoljec Evropske prostovoljne službe v Društvu za gluhe in naglušne München in okolici. Naslednja 4 leta pa je delal v Hajdeju na severu Nemčije v stanovanjski skupnosti za gluhe osebe s posebnimi potrebami, kjer je delal kot pomočnik vzgojitelja. Neprofitno podjetje, kjer je bil zaposlen, omogoča osebam s posebnimi potrebami ob podporni zaposlitvi, vključitev v socialne aktivnosti in samostojno življenje kot enakovredni posamezniki v družbi. In se že veselim, da nam predstavi življenje v Nemčiji in svoje izkušnje in doživetja pri delu. Pa ti kar predajam besedo. Hvala Maši, da je naredila uvod v predstavitev z naslovom Delo z gluhimi s posebnimi potrebami v stanovanjski skupnosti. Z gluhi s posebnimi potrebami so vključeni bili v to skupnost. Hvala vsem, kjer ste se vključili v predavanje, hvala, da ste si vzeli čas. Vem, da je preko Zooma malo drugače, ampak zaradi korone je pač preko Zooma edina možnost. Upam, da v prihodnosti lahko izvedemo kaj tudi v živo. Ime mi je Samo, sem gluh otrok gluhih staršev. Leta 2017 sem se odločil, da se preselim v Nemčijo in 1 leto sem živel v Münchnu, potem pa sem 4 leta živel v Hajdeju. Tam sem delal v firmi Herbert Feuchte Stiftungsverbund. Na kratko se kreta takole: Herbert Feuchte Stiftungsverbund. Stiftungsverbund, ta beseda pomeni združenje ustanov. Bom kasneje še več razložil. To predavanje bo trajalo približno 45 minut, potem pa imate seveda možnost vprašanj, jaz pa upam, da bom lahko odgovoril. Če ne vem odgovora, pa vam bom kasneje lahko sporočil. Torej, naslov že vidite. Na kratko lahko rečemo HFS, se pravi Herbert Feuchte Stiftungsverbund, HFS. HFS, odkje to izhaja? Iz imena Herbert Feuchte, kdo je to bil? Že kar nekaj časa nazaj, 1990 približno, se je on res trudil in delal, bil je tudi predsednik te ustanove. Imel pa je celo hčerko, ki je imela okvaro sluha in zaradi tega se je še bolj zavzemal, da bi se to področje uredilo, da bi se ustanovilo to podjetje in zato so temu podjetju potem tudi dali njegovo ime. Zdaj pa kako združenje ustanov? Zakaj? Bile so 4 ustanove v Hajdeju. Torej 4 ustanove, vsaka posebej je delovala, nato pa so se odločili, da se združijo v eno ustanovo. In tako je nastalo ime Stiftungsverbund. Torej, že sem povedal, da je bila ustanovljena leta 1990. Torej, to je ustanova, ki opravlja socialne storitve, se pravi, da ima funkcijo dela na področju socialnega dela oziroma nekaj podobnega. In to je seveda dr. Herbert Feuchte. 1990 je umrl, star je bil 81 let. On je kot oče gluhih severne Nemčije, lahko rečemo.
HFS deluje na različnih področjih, katerih pa bom zdaj predstavil. Eno področje je stanovanjska skupnost in znotraj teh so manjše skupine. Na tem področju sem tudi jaz delal. HFS ima seveda še druga področja dela, kot so na primer. Imajo tudi delavnico za invalide, to pomeni, da invalidi hodijo v službo, na primer v mizarsko delavnico, kovinarsko, lesarsko, tudi montažo izvajajo, popravila koles, različne službe. HFS nudi tudi dnevno oskrbo za invalide. To pomeni, da to so invalidi, ki pač ne morejo delati v delavnici in ostajajo doma cel dan, imajo neko dnevno oskrbo. Imajo pa tudi dom za starejše, upokojence ali starejše, ki pač ne morejo več delati, so vključeni v dom za starejše. Tudi šole so vključene v HFS firmo in pa nudijo še dodatno pomoč in pa tudi spremstvo za invalide, ki samostojno živijo. To pomeni, niso vključeni v stanovanjsko skupnost, ampak živijo samostojno, doma, v hiši ali bloku, kjerkoli, so samostojni, ampak potrebujejo še malo dodatne pomoči, na primer spremstvo k zdravniku, imajo oviro pri komunikacijah, pri komunikaciji potrebujejo tolmača ali pa pomoč pri nakupovanju, tudi bančno svetovanje, torej take storitve in tudi HFS lahko nudi. Imajo pa tudi svetovalni center in pa center za zgodnjo obravnavo. To pomeni, če sem na primer jaz gluh, ne vem, kam se obrniti, kje dobiti svetovanje, in oni mi na tem centru potem svetujejo, nudijo spremstvo, kam se vključevati v življenju. Torej, to je poseben svetovalni center, ki me potem napoti naprej, kamorkoli že pač potrebujem. Strokovne službe pa na primer pomeni služba za kulturo, tehnične pripomočke za šport, za komunikacijo, torej obravnavajo različna področja in vse to je vključeno v HFS. Tudi strokovno službo za psihološko pomoč imajo, vse skupaj vključeno. HFS podjetje ima kar nekaj lokacij, veliko jih je in sedaj vam pokažem na zemljevidu oziroma imena, lahko si preberete. Schleswig-Holstein, in še posebej okrožje Dithmarschen. To je zvezna dežela Schleswig-Holstein in samo eno okrožje, manjše Dithmarschen. Tam sem jaz v Hajdeju tudi živel 4 leta in delal. To je tudi sedež podjetja je v Hajdeju, ima pa seveda več lokacij, manjših, ki so razpršene tudi drugje. Ima tudi lokacije v drugih zveznih deželah, na primer v Hamburgu, Mecklenburg-Vorpommern in pa Thüringen. To so različne zvezne dežele po Nemčiji. Bomo pogledali kasneje lokacije na zemljevidu. Tukaj si lahko pogledate. Če vidite, kje je Hamburg, in potem še malo gor, vidite Dansko, tam vmes pa vidite zgoščene 3-4 rdeče znake, tam sem 4 leta živel in delal. Bom še razložil, kako sem tam našel zaposlitev.
Torej, to, kar vidite na sliki, to je projekt za novo gradnjo, novo zgradbo HFS-a. Jaz sem približno 5 minut vožnje stran, sem pa jaz delal, torej ne točno v tej stavbi. To je načrt za novo gradnjo, ki je res posebej usmerjena in prilagojena invalidom, ki res ne morejo ali pa težko hodijo, so na vozičkih. Torej vsi skupaj gibalno ovirani in pa tudi drugi invalidi bodo, tudi gluhi seveda, bodo vključeni bodo lahko živeli v tej zgradbi. Torej gluhi s telesno okvaro, z duševnimi motnjami, duševnimi boleznimi tudi bodo tu lahko vključeni. Torej ljudje, ki se pa lažje gibajo in lahko hodijo po stopnicah, pa bodo v zgornjem nadstropju. Zdaj pa, to je bil projekt, potem so po 2 letih projekt zaključili in sedaj slika, kako izgleda v realnem življenju. To je glavni naslov oziroma sedež podjetja HFS-a je v tej zgradbi. To je uradni naslov ustanove, tam je tudi vodstvo, različne službe, različni invalidi se tukaj zbirajo, tudi predavanja in izobraževanja potekajo v tej zgradbi. Število oskrbovancev po enotah bom sedaj pokazal. Torej stanovalcev v različnih skupinah je približno 540. V delavnico jih hodi v službo približno 140, šolarjev je 160, tistih, ki potrebujejo dodatno pomoč in spremstvo, je 300, tistih, ki pa se vključujejo v rehabilitacijo in dolgotrajno oskrbo, pa približno 250. Torej tisti, ki ne vejo kam, rabijo čas, rehabilitacijo, pogovor, komunikacijo, morda imajo psihične motnje, potrebujejo čas za prilagoditev, so vključeni v tem in vseh skupaj je približno 1400, seveda pa se številka spreminja, odvisno, nekateri tudi umrejo, prihajajo novi, tako da številka se vedno spreminja, ni nikoli enaka, ampak to je približek. Torej, sedaj pa delavnica in na katerih področjih delujejo, tudi že prej sem jaz nekaj povedal, sedaj pa vam še pokažem bolj podrobno. Torej, tisti, ki delajo v delavnici, tudi kuhajo hrano oziroma pripravljajo obroke, ki se potem razvažajo v šole in vrtce, torej malica, kosilo, vse, kar potrebujejo. Nudijo tudi catering, se pravi dostava hrane, na primer na različne prireditve, proslave, različne dejavnosti in iz HFS-a, iz delavnice pripravijo hrano in jim jo tudi pripeljejo. Imajo tudi pralnico, to predvsem perejo za hotele, turistične namestitve, domove za starejše, torej take ustanove. V delavnici deluje tudi servis koles, če se vam kolo pokvari, lahko pride tja, ko sem jaz bil 4 leta tam, sem prišel seveda brez kolesa, nisem vedel kaj, kako, pa sem šel tja pogledati, so imeli nekaj koles za prodajo, sem ga kupil in tudi tako malo pomagal delavnici. Mizarstvo imajo seveda, izdelujejo ptičje hišice, različne lesene mize, stole, res različne lesene izdelke in seveda to potem prodajajo in ljudje veselo kupujejo. Montaža, na primer letvene podlage za posteljo, tudi oni montirajo in še veliko drugih stvari.
tudi nudijo storitev pakiranja izdelkov. Sedaj pa okvirno stanje ustanove. HFS, ustanova je v zadnjih 6 letih 12 milijonov evrov vložila v Hajde oziroma ustanovo v Hajdeju za rast in širjenje podjetja, za prilagajanje potreb. Torej tudi na druge lokacije so vlagali, ampak sedaj so več usmerili v Hajde. Vse skupaj v firmi HFS je zaposlenih približno 700 ljudi, 350 od teh približno v okrožju Ditmaršen, to sem že prej predstavil. Torej vse skupaj 700. Gluhih zaposlenih oseb je približno 20, nekaj takega. Um, 140 pa je zaposlenih v delavnici, imajo posebno izobrazbo, se pravi perice, montažerji in tako naprej, da specifično vodijo proces. HFS, od kje dobiva denar, kako se financira. Lokalna služba za socialno varstvo, to je nekaj podobnega kot Center za socialno delo v Sloveniji. Torej oni HFS-u plačujejo denar za njihovo, recimo temu, socialno delo. To pomeni iz okrožja Ditmaršen. Kako pa dobiva firma denar? Odvisno je od oskrbovanca. Predlagana je dnevna postavka na oskrbovanca, torej koliko dobimo na dan in toliko potem, torej noter je vključeno spanje, stroški in ves ta denar potem od Centra za socialno delo dobi HFS. Za tisto dodatno pomoč in spremstvo se pa plačuje glede na uro. Zakaj te invalidi niso vključeni v stanovanjsko skupnost, tako da potrebujejo pomoč samo ob določenih urah, torej ko gre spremljevalec ali vzgojitelj tja na lokacijo, se računa samo tiste ure, ki jih tam preživi in mu pomaga. Drugače pa samostojno živijo in ne potrebujejo pomoči. Torej urna postavka zato, ker imajo spremljevalca samo, ko ga potrebujejo. In tudi to HFS dobi plačano. Torej, lokalna služba za socialno varstvo pokriva stroške delovanja, recimo temu Center za socialno delo. Seveda pa je v Nemčiji poseben sistem, ne morem povedati, da je to točno to, ampak lahko pa povem, da je podobno. HFS zaračunava storitve približno 80 različnim, recimo, centrom za socialno delo po Nemčiji. Ker nekateri invalidi prihajajo iz Bayerna, drugi iz Hamburga in tako naprej. Torej odvisno iz katere zvezne dežele in okrožja prihajajo in teh 80 različnih služb potem plačuje ustanovi HFS. Torej, HFS dobiva denar od zvezne dežele Schleswig-Holstein, oziroma ne dobiva denarja od dežele Schleswig-Holstein, medtem ko nekatere druge zvezne države pa vračajo tudi denar za oskrbnino. Torej, kot sem že povedal, Nemčija ima res poseben sistem, svojo politiko, zato vsaka zvezna država odloča po svoje, ali dobijo denar nazaj, ne dobijo denarja nazaj in tako naprej. Torej, sedaj pa vam bom pokazal natančno, kje je Hajde. Torej, to je res severno, že blizu Danske. Od Ljubljane do Hajdeja se z avtom vozite približno 14-15 ur.
Sedaj pa vam pokažem mojo službo, moje delo, kaj sem počel 4 leta. Torej, 1 leto sem že povedal, sem preživel v Münchnu na društvu gluhih preko prostovoljne službe. Ko pa se je to zaključilo, sem vedel, da želim ostati še nekaj časa v Nemčiji, zato sem iskal službo, pošiljal prošnje. Seveda je problem, da nimam izobrazbe za delo na tem področju, moral bi imeti izobrazbo vzgojitelja ali kaj podobnega, ampak seveda nimam. Ampak ena služba se je pa odločila, torej HFS se je odločila, da me sprejme. Z društvom v Münchnu so se dogovorili za razgovor, tako da sem z vlakom odšel na sever, približno 8 ur sem se vozil z vlakom na razgovor. Tolmača sem seveda imel s sabo. Ko sem se preselil na začetku v Nemčijo, se pravi v München, nemškega znakovnega jezika, ima kratico DGS, seveda nisem znal, ampak potem v tem 1 letu v Münchnu, zahvaljujoč društvu, sem se veliko naučil, kako uporabljati nemški znakovni jezik. In ko sem šel na razgovor za službo, sem že tekoče kretal, seveda pa sem imel s sabo tudi tolmača, ki je videl in vedel je, da nimam izobrazbe, ampak sem se vseeno lepo predstavil. Potem sem odšel domov v München in dobil mail iz HFS-a, da so se odločili, da me sprejmejo. Seveda sem bil vesel, ker je bila to moja želja, da bi tam delal. To je bil nov izziv zame. Sedaj pa vam natančno predstavim stanovanjsko skupnost Heimweg. Heimweg ima, stanovanjska skupnost Heimweg ima 3 skupine, jaz sem delal v skupini 1, ima še skupina 2 in skupina 3, jaz pa sem bil zaposlen v skupini 1. Sedaj pa vam pokažem slike, kako stanovanjska skupnost izgleda. Moji sodelavci in prijatelji, sodelavec in prijatelj ima dron, ki ga je uporabil za to, da je poslikal celotno zgradbo. Sem povedal, da rabim za predavanje sliko, kjer se vse vidi, in je poskrbel in mi poslal. Torej, to, kar vidite obkroženo z rumeno, to je stanovanjska skupnost Heimweg. To, kar pa je obkroženo z rdečo, pa je skupina 1, torej točno kjer sem jaz delal. Ta stanovanjska skupnost Heimweg v njej je na splošno oziroma približno 30-34 gluhih invalidov, zaposlenih pa je 11, bom še kasneje razložil. Sedaj pa moje izkušnje, doživetja pri delu, kaj je bilo novega, zanimivega, sedaj vam malo bolj podrobno razložim. Torej, v skupini 1 je bilo 11 stanovalcev invalidov, skoraj vsi oziroma 10 od njih je bilo gluhih, ki imajo še pridružene duševne motnje ali pa motnje v duševnem razvoju. Se pravi, nekateri imajo tudi shizofrenijo, se krita takole, nekateri imajo avtizem, tudi govorno-jezikovne motnje imajo. Ena oseba ima govorno-jezikovne motnje, se pravi, ni gluh, ampak zaradi svojih govorno-jezikovnih motenj je vseeno vključen v HFS. Torej vsi drugače imajo okvaro sluha in pa še pridružene motnje v razvoju, govoru in tako naprej. V stanovanjski skupnosti Heimweg so pa res skoraj vsi gluhi, čisto malo je slišečih.
Zaposleni večinoma kretajo nemški znakovni jezik, ampak morda nekateri ne prav popolno in odlično, ampak na neki osnovni stopnji, da jo tudi invalidi razumejo. Ko sem se jaz v društvu v Münchnu učil nemškega znakovnega jezika, sem se navadil, kako komunicirati na neki višji ravni, potem, ko sem pa prišel v službo v Hajdeju, sem pa videl, da take komunikacije na takem nivoju ne razumejo, zato sem seveda moral komunikacijo malo prilagoditi oziroma uporabljati bolj osnovne izraze in zelo vizualno predstaviti stvar, da so me lažje razumeli. Saj klasičnega znakovnega jezika niso razumeli. Seveda sem se prilagajal vsakemu posamezniku. In vsi zaposleni to delajo, da se vsakemu posamezniku prilagodijo. Se pravi, kot sem že rekel, da imajo tudi svetovalno službo za komunikacijo, s katerimi se srečaš, ki te naučijo, kako komunicirati, kako izboljšati možnosti in kako nivo dvigovati. HFS ima tudi kulturni in športni program. Naprimer, HFS jim organizira izlete, lahko za en teden, naprimer na morje, ali pa ogled v muzeju, živalskem vrtu, res različne aktivnosti, naprimer bowling, biljard. Bobing? Bobne, igrajo bobne. Dobro. Pa tudi plesne delavnice, jahanje, res različne dejavnosti in različne programe nudijo. Okrožje Ditmarshen in HFS skupaj prilagajata program. Tudi plavanje je vključeno enkrat na teden in tako naprej. Odvisno od meseca, naprimer oktobra se organizira Halloween oziroma praznovanje za noč čarovnic in tako naprej. Ja, to sem že na kratko povedal. Torej, organizirajo se jumbo. To so motorji, povabimo motoriste in oskrbovanci se lahko z njimi zapeljejo na motorju naokrog. Torej, pride jih 100, oskrbovanci seveda uživajo, to je neko novo doživetje, da so lahko vključeni in se vozijo naokrog z motorjem. Res različne stvari. Tudi mednarodna srečanja organiziramo, naprimer iz Avstrije, Švice, Belgije, vsi pridejo na izmenjavo, pokažejo, kakšen je njihov sistem, pridejo na spoznavanje. Seveda predstavimo tudi kulturni program. To je približno enkrat ali včasih celo 3 do 4-krat na leto, odvisno. Sedaj zaradi korone je seveda to ustavljeno, ampak se bo nadaljevalo. Moje delo je bilo vsak dan drugačno, nikoli ni bilo isto, res nikoli. En dan prideš, delaš program, jutri greš v spremstvu k zdravniku, tretji dan v muzej in tako naprej. Res nikoli ni isto, vsak dan je drugačen. Meni je bilo to všeč. Kako pa je izgledalo moje delo? Večinoma sem delal popoldan do večera, približno med 1 in 3 sem začel, pa potem med 9 in 10 zaključil. Včasih pa tudi zjutraj od 6 do tam 8, 9.
Zakaj? Oskrbovanci se zjutraj, ko prideš, jih zbudiš, in pomagaš pri oblačenju, zajtrku, vse, da se pripravijo za službo, nato pa grejo in jaz sem seveda prost, nikogar ni doma. Samo tisti, ki so v celodnevni oskrbi, ostanejo, ampak imajo pa posebnega oskrbnika oziroma zaposlenega, da jim pomaga, torej jaz odidem. Ko pa oni oskrbovanci zaključijo službo in se vrnejo v stanovanjsko skupnost, takrat pa seveda pridem tudi jaz, kar pomeni, da delamo od 3 do 10, potem pa grejo oni spat in pride nočni. Torej, na primer, včasih sem v enem tednu samo 2-krat delal, včasih 3-krat, včasih tudi 7-krat, tako da urnik se je vedno spreminjal. Urnik je bil res fleksibilen, nikoli ni bil isti in točno določen. Lahko obiščete spletno stran www.stiftungsverbund.de, ki je spodaj napisana in tam lahko pogledate tudi ta video. Traja približno 2 minuti, pa si lahko ogledate, kar sem vam želel pokazati. Tole, kar pa piše zgoraj, ena misel. V prevodu to pomeni, velja seveda za cel svet. Če se srečaš z nekom in jaz govorim v svojem jeziku, ja, okej, ga bo razumel moje sporočilo. Če pa ga srečam, ga povabim, prilagodim se njegovemu jeziku, potem bo razumel in seveda to ga bo seglo v njegovo srce. Hvala vsem skupaj. Ja.